Ja, pa če kar začnemo. Na naši prvi duševni čajanki sta gostja Nuša Crnković, psihologinja in vodja kampanje Nisi ok, povej naprej, in naša ambasadorka Klara Leben. Zdaj pa najprej, ker vabim našo vodjo Nušo Crnković za par uvodnih besed. Anja, hvala. Prav lepo vsi pozdravljeni na današnji prvi duševni čajanki v sklopu kampanje Nisi ok, povej naprej. Mi smo v času epidemije zaznali, da je prišlo do porasta duševnih stisk, predvsem med študenti, in ker ste tudi vi nekako tisti, ki padete v neko neopredeljeno območje, niste več otroci, niste zaposleni, se tudi velikokrat zgodi, da se vas potem spusti z ukrepi, in mi smo z našo kampanjo, prvo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja, se odločili pa, da to naslovimo. In jaz sem zelo vesela, da pravzaprav imamo to možnost, da spregovorimo o problematiki stigmatizacije duševnega zdravja in vas vse spodbujamo k iskanju pomoči, bodisi približnemu, bodisi strokovna pomoč, v vsakem primeru pa bistvo, da ne zadržujete tega v sebi. In pravzaprav želimo tudi z našo duševno čajanko pokazati, da je ok, če poveš naprej, da je ok, če poveš na glas, in mogoče tudi s tem, ko delimo naše izkušnje, naše znanja, komu od vas ali vaših bližnjih pomagamo, da pride do potrebne pomoči. Hvala. Najlepša hvala. No, zdaj pa tudi, da predstavim našo glavno gostjo. Z nami je torej Klara Leben, ona je začetnica in lastnica podjetja InBed, voditeljica InBed podcastov, učiteljica joge in je izobražena kot Nutrition, Health and Wellness Coach, torej coach oziroma trenerka za prehrano, zdravje in dobro počutje. Mnogi jo poznajo tudi kot Instagram influencerko oziroma vplivnico, ki svoje vsebine deli s približno 18,000 sledilci. Pravi, da se danes večino dni zbuja z veseljem, motivirana in radovedna o tem, kaj prinese dan. To je neka samozavestna, uspešna ženska s sanjskim življenjem, kaj ne? Ok. Najprej hvala za predstavitev, ampak je kar malo tako čuden poslušati, ne, kao sama hvala, pa kako je vse luštno, ampak definitivno ni vedno tako. Najprej bi vas rada vse lepo pozdravila, hvala, ker ste danes prišli. In ja, sliši se sanjsko, sliši se, kako je vse in sploh, in da tako, kot si napisala, da se rada zbujam, ampak to ste očitno dobili glih iz enega kakšnega posta ali pa kaj, ker sem tako napisala, kako je glih v tistem obdobju bilo fajn, definitivno pa ni vsak dan tako, ne. Nisem vsak dan motivirana, moje življenje ni sanjsko, meni je sicer všeč, ampak se vedno pač najde nekaj, ki ni tako lepo, kakor se zdi navzven. In če bomo danes pa moje iz tega, kar se bomo pogovarjali tukaj, kaj odnesli, to definitivno, da dobro počutje pa neko okrevanje nasploh pač, da ni to linearno, ne, da ni ves čas lepo in da pač se čisto vsak človek sreča z nekimi izzivi, ga ni enega, ki ima pač sanjsko pa perfektno življenje. Ok. Nam lahko malo več poveš še o tem, kakšna je tvoja zgodba za zakulisjem? Ok, torej, tokrat sem že o tem govorila, da se mi kar tako malo zdi, da se ponavljam, ampak ok, dobro, gremo na začetek. Jaz mislim, da se je ta prav nek mejnik zame je bilo leta 2019, ko sem končala gimnazijo, pa se vpisala naprej na faks, in to je bilo neko obdobje zame, ko sem se iskala, ker nekako nisem našla tega svojega prostora, ker se je spet povsod drugje, ne, na videz del, da vsi ostali pa vejo, kaj bi radi, ne. Jaz sem pa tako, pa meni je pa tako bedno, pač posod mi je bilo kar nekaj. In potem sem bila, ne vem, parkrat sem šla, tlele na filozofski fakulteti, sem bila vpisana na francoščino pa na sociologijo in sem bila tako, tole pač ni prostor zame. Sem pustila, sem šla v Francijo k družini kot varuška za pol leta in tam se začela moja prehranska motnja. Zagledala je kot prenajedanje, kot zelo močna tesnoba, to je bilo v bistvu povod, zdaj gledam nazaj, ampak takrat tega seveda ne razumeš, ne. Jaz sem se prvič srečala z enimi občutki samote, zapuščenosti, odtujenosti, zmedenosti, kaj bi sploh rada sama sabo dejansko. In pač seveda prehranska motnja je bila samo še kot, en klic na pomoč, pa neko neznanje soočanja z vsem, kar se mi je dogajalo, ne.
In jaz mislim, da je bila glavna napaka, da se je meni tudi to toliko časa vlekalo, je bilo to, da jaz nisem šla poiskati pomoči, ker prvo nisem imela ne znanja, ne razumevanja, da to, kar jaz dejansko imam, je prehranska motnja. Ne? Drugo pa, kam po pomoč, ne? Komu. Sploh pa si najprej priznati, da s tabo nekaj ni vse v redu, a veš, ker posod druge pa je. Posod druge se zdi, da vsi ostali pa imajo. Tako da jaz bi rekla, da je ta glavna stvar, ki je mene zaznamovala, najprej tesnoba, posledično potem še prehranska motnja. Ja, hvala. Verjetno deljenje takih težkih zgodb ni prav preprosto. Mislim, predvsem deliti jih z neko večjo publiko. Kako to oziroma kaj je bil povod, razlog, da si se odločila svojo izkušnjo deliti z ostalimi, konec koncev tudi postati ambasadorka naše kampanje? Meni je bilo v bistvu ful v čast, ko me je Nuša klicala in rekla, če bi bila zraven pri kampanji za pač v bistvu prva kampanja na nacionalni ravni za pač proti stigmatizaciji mentalnega zdravja. Tako da to pač sem še enkrat ful vesela, da lahko kakorkoli pač prispevam in predtem sem pa pač prispevala na ta način. Ne. Zdaj lahko o tem govoriti je, ko ti greš enkrat čez to. Ko se ti zdi, da si že ok. Malo drugače bilo, če bila jaz v sredini moje prehranske motnje, ko si takrat še toliko bolj občutljiv in ti pač ni do deljenja. Bi pa rekla, da je bila ta glavni povod glih to, da ko sem jaz to imela, sem se počutila toliko samo. Ponavadi vedno kakršnokoli stisko imamo, se počutimo ful sami v tej stiski. Noben drug tega nima, sam jaz sem si zaprt v tem svojem svetu in sam ti se počutiš nerazumljenega, oddaljenega, odtujenega od v bistvu, bi jaz lahko rekla, od sveta okoli sebe, pa ne glede na to, kaj je tisto, lahko je to prehranska motnja, lahko je to OCD, lahko je to, ne vem, depresija, anksioznost, pač karkoli že, neka duševna stiska. In jaz sem si želela sam na nek način ustvariti neko zgodbo oziroma nek projekt, skozi katerega bo vse to predstavljeno bolj lahkotno. Se pravi, ne tako ti imaš depresijo in vse je temno, ali pa ti imaš na ta način. In jaz sem začela drugače s projektom po imenu pač In Bed with Clara, sem slikala ljudi v svoji posteli. To je bilo predstavljeno na nek način na Instagramu in preko tega, ki je pritegnil pozornost, so potem vsak ta posameznik, ki je bil v moji posli, delil delček svoje zgodbe in že na ta način se je začelo ozaveščanje o mentalnem zdravju. Takrat moram pa reči, da jaz dobro leto, po mojem, sploh nisem nekako se kazala, kdo sem ali pa ker jaz sem takrat še nekako okrevala. Jaz bi rekla, da je bil to glavni del mojega okrevanja, da vidim, ok, nisi sama. Pač vsi ostali šuni, ki se zdijo najbolj perfektni in ne vem kaj, imajo svoje probleme in imajo svojo stisko. Hvala. Ja, sej v bistvu, če tako pomislimo, je v bistvu tudi razlog, da se dostikrat počutimo osamljeni lik zaradi tega, ker se ne govori o tem, šele pol, ko mogoče enkrat mi spregovorimo, vidimo, da je tudi dosti drugih. Zdaj, razlog za to je dostikrat tudi pač ta stigma, ki je še vseeno ful prisotna, predvsem v slovenskem prostoru, oziroma ne predvsem, tudi mednarodno. In zato obstaja tudi naša kampanja. Tako da nasplošno v Sloveniji je stigmatizacija duševnega zdravja in motenj še vseeno zelo prisotna. Nuša, tebe bi pa vprašala, kaj sploh je stigma, če nam to malo bolj obelodaniš. No, pa bom. Stigma je, če si predstavljate tak krovni konstrukt kot nek dežnik, pod katerega padajo stereotipi, predsodki in diskriminacija. In kadarkoli se katerkoli od teh delov pojavi, govorimo o stigmatizaciji. Se pravi, kaj sploh je stereotip za začetek? To je, ko imamo o neki stvari na pol pravilno, na pol napačno prepričanje oziroma preveč posplošimo in to sprejmemo kot resnično. Tak primer je, ki ga zelo rada dam in mislim, da se mnogi najlažje tudi razumejo, je stereotip, da depresivne osebe so lene. Pa vemo, da pri depresiji ne gre za lenobo, ampak gre pravzaprav za ta občutek dejanske utrujenosti, pomanjkanja energije, nimaš volje, želje, motivacije za karkoli, ampak to ni, da si ti len, to pomeni, da imaš stisko. In potem ljudje stigmatizirajo na način, da ko se srečajo recimo z osebo, ki se sooča s takimi občutki in rečejo, ja, ti si pa pravzaprav samo len, nisi depresiven, pač pojdi nekaj dela, dvigan se. Potem drug
vidik stigme so predsodki, to je pa takrat, ko mi sprejmemo ta stereotip, se pravi primer depresivna oseba je lena in ob tem doživimo tako imenovano čustveno reakcijo. Se pravi, kaj to pomeni je, da če bi se jaz, ne vem, srečala z Klaro in bi bila depresivna in bi bila prepričana, ne, da je pravzaprav samo lena in bi me to zjezali, bi me to ziritirali. Takrat govorimo o predsodku. Diskriminacija, ki je pa zadnja komponenta stigme, je pa vedenjski vidik. Se pravi, je pa kako se mi potem odzovemo na to osebo, ko se z njo srečamo. Se pravi, Klara je depresivna, ok, moj stereotip je lena, potem me to ziritira, torej govorimo o predsodku in pol se je bom jaz izognila, nam hotela iti z njo na kavo, ker pač z njo pa že ne bom šla. To je primer stigme. In kadarkoli, pravzaprav kjerkoli od teh samih vidikov srečamo, se moramo zavedati tudi pri sebi konec koncev, da mi na ta način stigmatiziramo. Pa to pogosto ni zato, da bi to delali za nalašč ali pa da bi ljudje to delali z neke rekla hudobije ali pa da bi bili za nalašč, da bi diskriminirali nekoga drugega, ampak se gre tukaj predvsem za neko ali pomanjkanje točnih informacij, se pravi je pomembno, da se ozaveščamo, da se izobražujemo, ali pa to, da sploh se ne zavedamo, da to, kar mi počnemo s svojim vedenjem, pravzaprav pomeni, da diskriminiramo drugo osebo. Hvala. Ja, zdaj bi pa v bistvu kar tebe, Klara, vprašala, če si se mogoče kje našla v tem, kar je Nuša zdaj razlagala od stigme, če si kdaj izkusila to, da ker je nekdo vedel, da imaš duševno motnjo, da s tabo nekaj ni okej, če se je kdo zaradi tega drugače obnašal do tebe ali pa pristopal do tebe? Jaz sem to ful dobro skrivala, tako da jaz mislim, da bolj kot ne nobeni vejo, da imam jaz kot prehransko motnjo. Bi pa rekla, da sem bila jaz bolj tista, ki je sami sebi dejansko neko stigmo, ne vem, kako bi temu rekla, pač dajala ali pa prepoznala. Ne. Jaz sem bila, ko sem bila težja, sem bila jaz mnenja, da zaradi tega, ker sem pa zdaj taka pa taka, me pa noben ne more imeti rad. Ali pa zato, ker ne vem, sem se zredila, pol si bomo mislili pa to o meni. In sem se sama začela zapirati vase, sama sem nehala ven hoditi, sama sem si rekla, ko bom pa shujšala, potem bom pa šla. Se pravi, neko svojo vrednost postavljala na podlagi tega. Pa recimo, preden sem imela prehransko motnjo, sem jaz bila mišljenja, če si pretežek, pač malo manjej. Ironično sem pač jaz potem to dobila in seveda videla veliko večjo sliko in neko globoko razumevanje tukaj, ampak pač se mi zdi, je to nekako tudi dosti privzgojeno že samo preko filmov, preko ne ta specifična zadeva, ampak nasploh neka stigma, predsodki, ki jih imamo preko vsebin, pač, ki jih konzumiramo skozi življenje. Tako da definitivno sem bila tudi jaz tista, ki je stigmatizirala in tudi bila stigmatizirana. Ja, hvala. Se mogoče spomniš kakega tako konkretnega dogodka, da nam ga lahko kar direktno poveš, ko si bila žrtev stigmatizacije? Jaz mislim, da je bilo enkrat, ko sem bila v kopalkah in sem imela ful veliko celulita, pač tako se je meni, so neki taki ekstremi, ful jest na očest in tako in tudi telo nekako to kaže potem, kot na nek način to travmo. Sem bila v kopalkah in je nekdo za mano nekako zavpil kao na način, da kaj pa ti delaš v kopalkah. Tako da pač se pravi, sem nekoga razjezila, da grem s takim telesom, pa spet povem, da ni bilo čisto nič kaj takega, ampak pač nekoga razjezila, da si jaz upam isto tako vidiš veliko, mogoče ne par meni, ampak tudi jaz danes vidim, da se to fulkrat dogaja. Ja, saj to je pravzaprav zelo dober primer, ker je neka naven lahko zgleda neka nedolžna v narekovajih stvar, tako kot si ti rekla, on se je zapil za tabo, kaj delaš v kopalkah, nikoli pa ni pomislil, da mogoče pa kle vzadi nekaj drugega, mogoče ima pa ta oseba stisko in s tem tudi, ko mi vnaprej delamo neke pravzaprav zaključke o tem, kaj se z osebo dogaja, tudi na nek način stigmatiziramo in sploh ne damo priložnosti, da bi vedeli, kaj se v zadju dogaja. Se pravi, izhajamo iz nekih napačnih prepričanj, namesto da bi dali možnost osebi oziroma priložnost prisluhniti in razumeti, kaj je
v ozadju in zato je toliko bolj pomembno, da ne samo, da ne stigmatiziramo, pa tudi konec koncev, da smo strpni en z drugim in prijazni, ker na ta način lahko pravzaprav še večjo škodo naredimo in kakor si zelo lepo rekla, Klara, glede samo stigme. To je pravzaprav zelo tipičen proces, ki ga v psihologiji tudi raziskujemo, ko je oseba izpostavljena družbeni stigmi, se pravi to, ne, da bi zdaj bili mi recimo prepričani, da če si ti depresiven, si len. In pol jaz rečem, ok, jaz sem depresivna. Se pravi, ker družba pravi, da sem lena, to pomeni, da sem jaz res lena. In to sprejmeš in sam sebe pravzaprav začneš stigmatizirati, kaj je s tabo narobe, pač jaz sem tisti problem, jaz sem sam lena, mogla bi se bolj motivirati, mogla bi več delati in potem se sam začne ta negativna spirala navzdol in sam sebe še dodatno ujameš v temu in to pol tudi vodi v to, da recimo ljudje se težje odločijo iti po pomoč, ker je pač ta problematika, neka misli, ok, se z mano, se sem jaz, ker bi se mogel bolj naprej zmotivirati in pravzaprav na nek način vzamejo to vrednost oziroma ta pomen stiske in nase dajo celotno odgovornost, namesto da bi to prepoznali, tako kot si zlomiš nogo, pa greš po gips, se znajdeš v stiski, greš po pomoč, ali je to bližnji ali je to strokovnjak. Izbrala tukaj sem še dodala glede predsodkov. Zdaj jaz mislim, da si vsi lažemo, če rečemo, da jih nimamo. A ne? Pač jaz ne glede na to, kako se trudim biti čim bolj odprta, pa tudi do tistega, ki ga ne razumem, bi ga rada razumela, imam predsodke, ki ti pač pridejo v glavo zaradi odraščanja preprosto. A ne? Tako da tega znebiti verjetno se čist ne moremo, je pa definitivno na vsakem posamezniku, da se začne zavedati, kjer so tisti predsodki, ki jih je prinesel od družine, družbe, pač odraščanja, kjer je čas, da pustimo za sabo, kjer je pa čas, da mogoče, ne vem, pač sami malo razdelamo, ali kaj ne rečem, no, tako na ta način. Ja, se v bistvu je tudi na nas, da prepoznamo to, tako kot si rekla, in v bistvu se začnemo obnašati drugače, konec koncev tudi predamo to naslednjim generacijam, ki pa mogoče ne bojo imeli tega tukaj ponotranjenega več. Ja, zdaj sta v bistvu povzeli že ful temo tudi samo stigme in povedala si, Nuša, da tudi zna zelo vplivati na to, kdaj dejansko poiščemo pomoč. Je mogoče to pri tebi, Klara, tudi bil primer, da si v bistvu zaradi te svoje samo stigme kasneje iskala pomoč? Ja, poleg nekega nerazumevanja pa ene prestrašenosti pred tem, da bi sploh poiskala pomoč v smislu, ker pa je to res, a ne pa imam jaz dejansko problem, je bilo tudi to, ja, da kaj si bojo mislili drugi. To je bilo tako ta glavna nit, se mi zdi, da vsega, kar zadržujemo v sebi, kaj bojo pa drugi rekli, ne, to so te naše babice, se mi zdi, da so najbolj tako, da na sosedke ali pa, ne, Bog ne de. Ja. Tako da ja, jaz sem dejansko poiskala pomoč šele pol, ko je bilo res, res hudo, ko sem bila, ok, jaz ne morem več tako naprej. Kar je zelo žalostno, če tako pogledamo, ne, mi smo ponavadi naredimo res ta glavno spremembo, ki jo odlašamo že leta in leta ali pač nek dolg čas, a kljub temu, da nam je grozen, res šele takrat, ko ne moremo več drugače. Okay. Kdaj pa je bila mogoče ta prelomna točka, da si rekla, da ne moreš več tako živeti? Ko je bila ta tesnoba toliko močna, da kdaj nisem mogla vstati iz postelje, ko sem videla, da se mogoče začnem bati svojih misli, da preprosto bolj, ko želim nadzorovati to vse skupaj, bolj mi uhaja iz rok in po letih enega mučenja svojega telesa, svoje psihe, sem rekla, pač jaz ali bom potonila ali pa bom naredila neko spremembo, da gre naprej. Ja, kakor opisuješ tudi v svoji zgodbi, ki si jo lahko preberete tudi na naši spletni strani, je v bistvu pot okrevanja, pa ne samo tvoja, tudi od praktično vseh oziroma veliko drugih, polna vzponov in padcev in zna biti zelo težka in je zato ful pomembno, da ne odnehamo. A lahko mogoče malo poveš o tem, kakšna je bila tvoja pot okrevanja? Ja, jaz mislim, da se je zdaj, da je več enih padcev, kot pa ne vem kakšnih vzponov, ampak jaz bi rekla, da se to ves čas spreminja, ne? Da recimo že danes gledam za 2 leti nazaj, kakšen je moj odnos do hrane, ker sem že takrat mislila, da je dober, a ne? Da je zdaj pač neprimerljivo boljši, ampak je ves čas tisto, glih takrat, ko si v tistem
padcu, da se pobereš iz tega spet, da pač pridobiš neko to samozavest. To je tista ta prava samozavest, ko jo pol imaš. Ne zaradi tega, ker imaš tako frizuro ali pa pač nekaj, ampak to je tista samozavest. Jaz sem se pobral iz tem, ker sem mislila, da se mogoče ne bom. Ne? Ali pa da isto je v poslu, isto je v razmerjih, isto je pač posod drugje, sploh pa v odnosu do sebe. Tako da ja, moja pot definitivno ni linearno naraščala. Tudi danes imam še vedno kakšne izzive s tesnobo, sicer se z njo soočam drugače, seveda pridobiš neka orodja na poti okrevanja, ampak ja, bi rekla, da se še vedno pride kakšen dan, ko sem tesnobna, ampak to definitivno razumem drugače, prepoznam in ne traja to celo večnost, koliko je takrat leta in leta. Hvala. Kako bi pa ocenila, da je recimo trajala tvoja pot okrevanja, dokler nisi bila približno ok? Se pravi, če si začel to 2017, ne 2015, pardon. Vidiš, to bo zelo ful slabo, da bomo vedela, koliko časa, pač leta. Ne vem, enih 5 let ali 4 leta, 3-4 leta, da sem se nehala to prenajedati, pa da ni bilo več take stiske v tem smislu, potem pa, da se je ta odnos s hrano izboljševal do te točke, da sem mislila, da problema pač več ni oziroma da problema več ni, bi pa rekla, da je dober res tako zadnje 3 leta. Kako pa je v bistvu bila ta pot, da si našla primerno pomoč? Si jo našla takoj? Če si iskreno, nisem. Jaz sem šla do ene parih psihoterapevtov in kar hitro obupala, ker ni bilo tisto, kar sem jaz takrat rabila. Mogoče je tudi razlika v tem, ker greš iskat pomoč šele takrat, ko je fejs hudo, ker takrat ti pač praktično nič ne bo dal tistega reliefa, ki ga ti iščeš. Noben nima teh odgovorov, ki ti misliš, da jih boš dobil, ko prideš na psihoterapijo, na ne vem, pač kakršnokoli pomoč, ne psihološko. Tako da jaz sem se pol sama nekako borila kar nekaj časa skozi te zgodbe, ki sem jih delila, pa tako na ta način, ful sem raziskovala, brala knjig, tako zelo radovedna sem bila. Jaz sem bila kljub temu takrat, ko je bilo ful težko, nisem imela tega, kaj bo pa z mano, ne vem kaj ne. Sem bila tako, ok, dobro, dajmo zdaj nekaj narediti, akcija, reakcija. Tako da, ja, pol pa zdaj v bistvu dost, pol pa dejansko dober, ker nekaj časa sem tudi začela potem izobraževati, sem skozi leta tudi pridobila strokovno izobrazbo, kar se tiče tega, tako da tudi to mi je dal ful veliko. Vmes sem mogla imeti seveda v času študija tudi jaz terapije, in mislim, da je bilo preko tega tudi en tak velik korak naprej. Zdaj hodim še vedno na psihoterapijo, zaradi drugih razlogov, čisto kot neka čustvena higiena, se mi zdi, da na vsake toliko časa iti sploh ni slabo. Definitivno pa to proces, ki pač traja. In če bi lahko še enkrat izbirala, bi našla psihoterapeuta, psihologa, karkoli, psihiatra in ustrajala pri tem, ker to ni en teden, en mesec ali pa ne vem, pol leta, to traja lahko tudi, ne vem, 2-3 leta ali pa še več, se nikoli ne veš, vsak ima neko svojo časovnico. Jaz bi se tukaj navezala, ker se mi zdi, da to, kar je Klara izpostavila, je odprla par zelo pomembnih tem. Ena je ta čustvena higiena, kot si jo poimenovala, se pravi, da ne iščemo pomoči samo, ko je res hudo. Pač, zakaj ne bi šli že prej in zakaj tudi konec koncev ne bi samo stremeli k temu, da nimamo duševne stiske, ampak da stremimo tudi k temu, da nadgrajujemo svojo kakovost duševnega zdravja. Ker pač to, da greš ti na psihoterapijo, ne pomeni, da si nor, to ne pomeni, da si čuden, to ne pomeni, da si v bolnico ali karkoli podobnega, ne, te predsodki, ki obstajajo, ampak je to nekaj popolnoma higieničnega in je to nekaj, kar delaš zase. In to je podobno, kot sem prej dala primer za gips. Zakaj ne bi šel po gips, zakaj ne bi šel, ne vem, po inzulin, zakaj ne bi šel po pumpco za astmo. Pač to so isto, kot so fizične bolezni, so tudi duševne bolezni. In tako, ko skrbimo za svoje fizično zdravje, bi se mogli naučiti tudi skrbeti za svoje duševno zdravje, ne samo, da gasimo požare. In druga stvar, ki se mi zdela zelo pomembna in zelo dobra, da si jo izpostavlja, bila ta menjava terapevtov. Ker pač nikjer ne piše, da je prvi terapeut, kam bomo k njemu šli, da je nam pisan na kožo. Imamo zelo veliko različnih psihoterapevtov, z različnih šol, se pravi različne pristope uporabljajo
in tudi mi smo različni, kar pomeni tudi naše stiske so edinstvene, so drugačne, kar tudi pomeni, da to, kar bo meni pasalo, verjetno Klarinau in obratno. In na ta način je tudi okej, če zamenjamo terapeuta in tudi dober psihoterapeut bo to razumel in bo tudi sprejel, oziroma nekateri bojo celo sami znali povedati, da mogoče bi bil pa nekdo bolj primeren in to ni nikoli slabo, to je lahko samo dobro za nas. Jaz bi samo še tle dodala, da se mi zdi, da je glavna stvar, ki je tudi mene nazaj držala, da bi se sploh prijavila na psihoterapijo, je bilo to, da tudi če sem jaz zdaj ok, recimo vmes, ko sem bila res že dobra, sem mislila, da sem zdaj vse super, ne? Pa ti pa nekje drugje vam butne, ker je vedno isti problem, vedno ista stvar, ki te žene v določene stvari, ne? A je to v razmerih, a je to, ne vem, v poslu, karijera, ne vem, pač prijateljstvo. Vedno je, ne glede na to, s katero osebo ponavadi ena in ista neka nesigurno strana, travma, kakorkoli že, ne? In jaz bi rekla, da sem mislila takrat, ko si že čisto ok, zakaj bi šla zdaj jaz to kopa, da se bom spet tako počutila, ne? In na nek način strah pred tem, da se bo potrebna sprememba, potrebna ne na ta način, ampak dejansko dlje, ko odlašaš, ne, lahko to slabši, ali kako ne rečemo na ta način, no? Da je res fajn, da tudi če se ne zdi, da je tako hudo, rajš zdaj, kot pa polka je res hudo, ne? Ker je moja babi prav, ankoli ni toliko slabo, da ne bi mogli biti še slabše. Gorenjski pregovor, ne, poln optimizma. Ampak ja, točno to, ki si rekla, ker pač mogoče pa ni slabo, ne, če gremo, pa da tudi mi dobimo konec koncev zrcalo sebi, kje smo lahko boljši, kje lahko sebe izboljšamo. In tudi, ne, če mi pravimo, psihologi, psihoterapeuti, da ok, ti si pošlihtal zdaj recimo odnos z očetom, pa je bil odnos z očetom problem, ker ti je vedno postavljal preveč trde meje. In potem se pa srečaš recimo s šefom v službi in boš spet imel problem z avtoriteto, ne? In to pravzaprav ni znak, da je s tabo nekaj narobe ali pa karkoli, ampak to so neke stvari, ki jih moramo predelati v različnih odnosih, v različnih okoljih in na koncu tudi sprejeti kakšno stvar in biti tudi ok s tem, da nismo vsi perfektni, da imamo vsak tudi kakšno slabo stvar in se naučiti tudi s tem biti ok, ker na konec koncev smo vsi, jaz pravim, mozaik. Vsi smo skupek nekih kamenčkov, ki nas dela v celotno sliko takšno, kot smo. In to tako s črnimi kamenčki, kot razpokami, kot vsemi različnimi nabori in to je tisto, kar na koncu naredi sliko lepo. Hvala. Ja, me pa zanima še, mogoče, Klara, kaj je bilo recimo tisto, kar ti je najbolj pomagalo tako v nekih težjih časih, da si našla to moč za iti naprej, ali pa kaj ti je tako malo pomagalo dvigniti razpoloženje? Meni je nasploh, če rečem zdaj, da je bila ta tesnoba ta glavna tematika moje stiske, ke fizične stiske, tudi v smislu res nekega nelagodja, ki te kar duši, ta teža na pljučih. Stvar, ki mene rešila, je bila vadba. Pa ne zaradi tega, ker bi takrat ful hotela telovati, ampak to je bilo tako edini čas v dnevu, ki mene ni stiskala, ne, takrat je kar šlo stran. Tako da gibanje, vsak dan redno in dejansko mogoče ne vidiš zdaj, ok, prvi dan telovadim, vmes nisem tesnobna, pol pa spet sem, ne. Pa drugi dan isto, tretji dan, pa je mim en teden, pa 2 tedna, pa že vidiš si kar nasplošno manj tesnoba, ne, pa je mim en mesec pa tako, tesnoba, kaj pride enkrat na teden, recimo, ne. Tako da biti konsistenten s temi stvarmi je res tisto, kar te potem pripelje do tistih rezultatov, ki si želiš, noč pa ne bo iz danes na jutri in jaz mislim, da je gibanje res lahko zdravilo. Tako je. In tudi recimo na koncu pri meni gibanje ne pomaga. Jaz recimo, kar pa meni pomaga, je pa pisanje. Jaz pa pišem zelo veliko, ne, ko misli laufajo ali pa karkoli, pomaga pisanje. In na koncu je bistvo, ne, da delaš po nekem receptu, ne vem, zdaj pa Nuša rekla to, pa to moraš, ali pa Klara je rekla to, Anja je tisto svetovala, ampak da pogledaš sam vase, kaj je tisto, kar te pomaga, kaj je tisto, ob katerem se ti sprostiš, da se ti boljš počutiš. Jaz velikokrat tudi rečem, pomisli, kaj je tisto, ko si bil otrok, ko si bil majhen, ko si bil, ne vem, stara 8 let, da si rada počela. To pa iti početi. To je tisto, kar te navdaja z nekim veseljem.
In ko to delaš, kot je Klara rekla, konsistentno, je pol tudi tisto, kar pomaga na dolgi rok se umiriti. Pa biti radoveden, ne? Se mi zdi, da ta radovednost malo zamre, ko odrastemo, ne? Da je bolj tako, kaj moram narediti, pa si petek priješ dan, pa si že čisto utrujen od vsega, nimaš ne idej, ne želje potem, da bi to raziskoval, ne? Ampak to radovednost spet zbuditi pa, ja, ok, mogoče tole ne bo pa nekaj drugega, a ne biti radoveden toliko pa odprt, da probaš nove stvari, spoznaš nove ljudi, prideš na neke dogodke, kaj ne veš, kaj už bo tako, kaj danes tlele, a ne? Ja, in tudi konec koncev neka kreativnost, da si pustiš raziskovati in da se tudi zavedamo, da vsi delamo napake in tako, ko vsi imamo stiske, vsi imamo napake in zdaj jaz lahko obstim, da me moja napaka pravzaprav hromi in se bojim potem ponovno probati, lahko si pa rečem, ok, tako se vsi učimo, se sam z napak naučiš, se tudi žarnico niso, ne vem, koliko poskusov je bilo, preden je ta prav način našel, da jo je ustvaril. In isto gre za vsako drugo stvar. Pač tudi konec koncev bodi radoveden, ko raziskuješ svojo notranjost, svojo psihološko plat, kaj je tisto, kaj je res tvoje, kaj so pa neke stvari, ki si jih povzel od okolice. Hvala. Nuša, v sklopu kampanje poudarjate oziroma poudarjamo pomen opore bližnjih in v intervjuju za Val 202 prejšnji teden, 2 tedna nazaj, si tudi rekla, da je odgovornost vseh nas, da če nam kdo zaupa svojo stisko, da mu prisluhnemo. Zdaj bi te pa vprašala, zakaj je ta opora bližnjih tako pomembna? Ja, če začnem čisto teoretično, ker si ne morem pomagati. Mi ljudje smo socialna bitja. To, če smo se kdaj naučili, koliko zelo smo socialna bitja, je med epidemijo, ko je bilo prepoved združevanja, ko smo bili izolirani, ko se nismo mogli družiti in smo kar naenkrat pogruntali, da zdaj pa obžalujemo vse one pijače in kave in druženja, ki smo jih preskočili in raje doma gledali Netflix. Tako da to je, mi smo rekla nekako v narekovajih sprogramirani v to, ne, smo družabna bitja. In posledično tudi zelo pogosto mi, ko se nam nekaj začne dogajati, ko se nam odvija, ko smo v stiski, se obrnemo na koga? Na bližnje, na prijatelje, sestra, brat, mami, ati, kdorkoli že to je, na osebo, ki zaupamo. In recimo, če bi jaz doživljala stisko in bi prišla do Klare kot do moje prijateljice in ji rekla: Klara, jaz se pa ful hudo počutim, nimam motivacije, sem ful utrujena, nič me ne veseli, ne vidim smisla, in Klara bi mi rekla: daj ne bo tlena, malo bolj pozitivno razmišljaj. Mislim, to te še bolj ojoj, zdaj pa res nekaj z mano narobe, res sem jaz ta čudna. In pravzaprav tle ni bil problem na moji strani, ampak je problem v moji sogovornici, pa nisi problem. Ampak kar hočem reči je to, da ko nam nekdo ne pride svojo stisko, je zato pomembno, da prisluhnemo in ne podajamo nekih vrednostnih obsod ali delamo kar nekih zaključkov vnaprej, še preden slišimo do konca zgodbo osebe, zato ker lahko pravzaprav s tem osebi naredimo kontraučink, namesto da bi pomagali, da bi jo suportirali, jo lahko pravzaprav še bolj nehote dol potlačimo. Ker pa verjetno ni cilj od nobenega od nas, da to naredimo osebi, ki nam je blizu in ki jo imamo radi. Tako da zato je naša odgovornost, da prisluhnemo in da potem tudi konec koncev, ne, če ne vemo, ok, zdaj mi pa to povedala, ne vem, zaupala mi je, da ima samo morilne misli, kaj pa zdaj, ko ne pa vprašam, kaj pa ne naredim. In v takem primeru, če niste prepričani, kaj reči, kako pristopati, če vedno lahko rečete, kaj potrebuješ. Vprašaš osebo, kaj pa rabiš od mene, a da te poslušam naprej, a da sem s tabo jezna, da sem s tabo žalostna, da ti pomagam pomoč. Povej, kaj rabiš. In naša odgovornost je, da si stojimo en ob drugem, ampak ob zavedanju, da pa ni naša odgovornost, da pa rešujemo probleme druge osebe. To je pa na drugi strani. Hvala. Klara, si mogoče tudi imela to neko pozitivno ali pa negativno oporo drugih, ali si našla to svojo odrešitev pač dejansko bolj v vadbi in deljenju z drugimi?
Jaz najprej, ko sem ta prva povedala, a ne, neki prijateljem in tako, se mi je zdelo, da je na drugi strani mogoče neko nerazumevanje v smislu, da je takoj želel rešiti ta problem oziroma želela rešiti, ok, deva to pa to, nekaj nasvet namesto, da bi rabila bolj neko poslušanje. Ne? Sploh, če so ti nasveti glihuna pokazatelj, pač ti nimaš pojma, kaj se z mano dogaja. Potem pa se mi zdi, da mi je pa to ful pomagalo. Ne? Se pravi, ko sem začela deliti, sicer jaz to razumem, da nismo vsi narejeni tako, da si želimo deliti to z javnostjo, neke svoje stiske in tako naprej, ko smo sicer že mima. Ampak meni je to ful pomagalo, da sem res videla, kakšna velika številka je za tem. V smislu, koliko enih ljudi se je javilo, koliko enih ljudi je delilo svojo zgodbo, evo, jaz sem šel čez isto, zdaj sem pa ok. Se pravi, je upanje na drugi strani. Jaz sem tudi lahko ok, ta oseba je šla čez isto stvar. Se pravi, neko to poistovetenje z neko izkušnjo nekoga drugega. Tako da to mi je ful pomagalo. Nasploh, ker ten tak mir, vse bo v redu. Hvala, ja, res je pomembno, da povemo naprej in da si najdemo neko pomoč. Nuša, kam pa se dejansko lahko obrnemo po strokovno pomoč, ko se končno odločimo poiskati pomoč? Zdaj imamo kar nekaj možnosti. Ukolikor se odločimo iti po pomoč, pa nismo 100%, kam bi se sploh obrnili, se vedno lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Oni so tisti, ki bojo tudi vedeli, recimo, ali smo mi bolj primerni za neko psihoterapijo, ali bi potrebovali psihiatra. Oni so neka taka vstopna točka, recimo, ko ne vemo. Druga možnost, ko ne vemo, je tudi to, da se obrnemo na spletne vire. Recimo na naši spletni strani je zelo veliko različnih virov, tudi na spletni strani Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira. Potem pa imamo sedaj po Sloveniji, se odpirajo po različnih regijah centri za duševno zdravje, tako za odrasle kot za otroke in mladostnike, ki pa so prosto dostopni z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem oziroma po domač povedan z zdravstveno kartico, kjer se pa naročite na termin in lahko dobite tudi obravnavo in tam imate različne profile, ki vas potem tudi po potrebi primerno napotijo naprej. Obstajajo tudi potem torej telefonska svetovanja, spletna svetovanja, nevladne organizacije. V glavnem teh virov je zelo veliko in takrat, ko pa ne vemo čisto v kakšno smer, je pa najboljše, da se posvetujemo s strokovnjakom. Vse pa lahko najdete tudi na naši spletni strani Kam po pomoč. Hvala. Klara, ja, zdaj bi pa kar tebe vprašala, kaj bi dejansko svetovala vsem mladim ali pa nasplošno vsem, ki se soočajo z duševnimi stiskami, kaj narediti? Tukaj vedno. Sprejeti odgovornost za svojo srečo, ker noben drug ne bo najdu, iskal in vam je dal, ne more, pač nemogoče. In ko si v stiski, če vidiš, da ne moreš sam, če vidiš, da kljub temu, da ne vem, delaš to pa to rutino, ko vidiš pa enemu drugemu, da dela, pa dajmo to probati pa uno. Če vidiš, da ne gre naprej, da se ves čas vrtiš v enem začaranem krogu, a je to prehranska motnja, a so to neke misli, a so to neki odnosi, ki vidiš, da te omejujejo ali kakorkoli že, poiskati pomoč in videti to zadevo še iz malo drugačne perspektive. Mogoče se mi zdi, da je fajn pri psihoterapevtih oziroma pač nasploh na terapiji, ko je to ne tvoj prijatelj ali pa nekdo, ki to posluša, se pravi, ki te ima rad, pa ki te pozna in te vidi bolj subjektivno, spet skozi neko svoje doživljanje s tabo, ne? Ampak nekdo, ki te spremlja preko svoje strokovne izobrazbe in pač izkušenj, ki jih ima na tem področju. Tako je. Tudi ena zelo fajna stvar, ki si jo tukaj izpostavlja, je, ne, recimo jaz sem tudi psiholog, pa nikoli ne bom igrala psihoterapije svojim bližnjim, ker je glih ta objektivnost tisti ključni vidik, ki na konec naredi tudi to razliko in nam lahko čas tudi pove to grdo resnico, ne, ki jo nočemo čisto zares slišati, kar se tiče predvsem te odgovornosti, ki jo je Klara izpostavila in to prevečkrat polagamo moč oziroma neko dovoljenje v roke drugih, da nadzorujemo, kako se mi počutimo. Ker na konec koncev sem jaz tista, ki bom se odločila, ali bom zdaj, zato ker mi Anja ni
odgovorila na e-mail, ali bom jezna, ali bom tako ok, ali bom sama šla rešiti svoje stiske, ali bom krivila za to cel svet okoli sebe. Najlepša hvala, to se mi zdijo pa take super sklepne misli. In v bistvu bi s tem, ker šla na naš naslednji del, torej tale bolj interaktiven del in vprašanja iz publike, bom tudi pogledala, kakšna vprašanja ste postavili na Slidotu. V tem času bi pa kar dala vam besedo, če bi kdo kar v živo vprašal. No, meni internet bolj počas dela, tako da kar. Se še nalaga. Ok, imamo dve vprašanji. Torej, eno vprašanje je, kaj je glavna lekcija v tvojem odnosu s hrano? To, da so ta sistem, bom tako povedala. Jaz se predtem dejansko tega nisem zavedala in tudi ko delam z mojimi ženskami, ki imajo težave s prenajedanjem ali pa z nekim negativnim odnosom do hrane, v tem smislu je to, da je hrana sam posledica, da zaradi tega diete pač ne delujejo. Da so diete samo flajšter na rano in rana ves čas nastaja in ta flajšter pač ne more tega držati, ne bo pozdravil tega. In da v bistvu so naše misli tiste, ki ustvarjajo občutke in občutki so tisti, zaradi katerih mi sprejemamo dejanja. In zato, če mi samo se osredotočamo na dejanja, ki potem ustvarjajo našo realnost, ki jo vidimo, recimo pridobivanje telesne teže ali pa izgubo telesne teže, kakorkoli že, se boš ves čas vrtel v začaranem krogu. Tako da iti nazaj, pogledati, zakaj imam jaz sploh tako potrebo po hrani, zakaj jaz rabim to hrano toliko poleg, recimo, seveda, da nisi lačen, za druženje, kot nek del kulture, druženja, socialno življenje, pa pač, ko si nekaj zalušta, kaj se skriva za tem. Pri enih je hrana, pri drugih je pa, ne vem, alkohol, droge, se umikamo na take in drugačne načine. Tako. Hvala. Nuša, bi ti še kaj dodala? Ja, seveda. Tukaj je spet ena stvar, ki mi je ostala, je ta zakaj. Vedno zakaj, recimo, zakaj vztrajam v toksičnem odnosu, zakaj delam službo, ki mi ne veseli, zakaj študiram v nek program študijski ali francoščina, ki je bila tebi absolutno, zakaj se silimo to? In namesto, da bi se vprašali, kaj je pa tisto, kar me veseli. Zaprav, da začneš tudi sam pri sebi se ne bati vprašati, kaj so te razlogi ozadaj in se soočati s tem, ker samo skozi ta del, čeprav se sliši, se je težko včasih pogledati, ampak samo tako bomo lahko šli naprej in s tem, ko se izogibamo, si zanikamo, pravzaprav si delamo zelo veliko neuslugo oziroma smo zelo nepravični sami do sebe, s tem, ko sebe ne postavimo na prvo mesto in rečemo Bobu Bob in se pogledamo v ogledalo in si priznamo, da nekaj ni ok. Hvala. Imamo še dve vprašanji, razen če se še kjer pojavi. Kako pomagati oziroma nuditi oporo ljudem s težavami s prehrano, zlasti če zavračajo prijateljske odnose, vendar so njihova dejanja na nek nezdrav klic na pomoč? To je zelo težko, ker če on na vhodu ne pomoči, lahko stojiš na trepalnicah, pa ne bo nič. Jaz mislim, da je bolj, ko silaš v to, slabše. Mislim, če bi me nekdo takrat nekaj govoril, kaj ne delam, pa že tako sem bila celo občutljiva, pa to bi se samo upirala temu. Zdaj spet smo vsi drugačni, ampak bi pa rekla, da sam to več, kot to itak ne moreš narediti, kot prijatelj, kot svojc, kot pač karkoli. Tukaj sem, če rabiš pomoč, se vedno lahko pogovoriš z mano, pač to je to. Več kot to, lahko mu daš še kakšne kontakte, če se bo odločil, da poiščeš na mesto njega. Evo, če te slučajno zamika, več pa jaz ne vem, kaj bi lahko dejansko tukaj. Razen če je pač zdaj neka spet
samomorilska vedenja, misli in tako naprej, mogoče pač poklicati pomoč. Drugače pa Ja, če gre za samomorilne misli, ne, oziroma tako, pri samomorilnih mislih je razlika, zdaj, a govorimo, da ti oseba reče, da ima občasno take misli, ali pa če ti izrazi, da ima dejansko namen nekaj narediti. Ne. Če reče namen imam, kličeš pomoč. 113, 112, kjerkoli prv vtipkaš, takrat se kliče ali urgenca ali najbližja psihiatrična bolnišnica, takrat skočiš v akcijo. Ko je pa oseba samo tako ti pove, imam take misli, ke pa sem nimam namena, pa s tem ni nič narobe. In kar ta oseba rabi je pravzaprav, da se tudi o tem lahko pogovarja. Ker s tem, ko sploh osebi ne damo prostor, da se o tem pogovarja, in naredimo še hujš, ker potem še bolj, tako rečen, tensta vse to, nima pa nikjer možnosti v tem spregovoriti se na kogarkoli obrniti. In tako, kot je tudi Klara rekla, mi ne moramo nobenega dejansko prisiliti, da gre po pomoč, razen ne, ko govorimo o tem primeru namere samomora, ne, da mu res, ali da je že bil poskus, ali pa da je res tik pred tem. Ne moramo nobenega prisiliti v to, da bo šel po pomoč ali da bo sprejel pomoč. Na koncu je odgovornost osebe same, da je pripravljena to sprejeti. In to, kako pa osebo do tega pripraviti, je pa Klara za moje pojme perfektno povedala. Se pravi, da ti vedeti, da si tam zanjo, biti pripravljen poslušati, vsak dan sproti jo lahko vprašamo, kako si, in en dan, ko bo začutila potrebo, bo pa povedala, bo pa odprla ta dialog. Ne siliti, ampak samo tukaj sem zate, če karkoli rabiš, ti lahko pomagam, in ko boš pač pripravljena, pa spregovorimo o tem. In mogoče bi sam ta trenutek še izkoristila in povedala to, da ko govorimo o motnjah hranjenja, ne smemo pozabiti, da to ni motnja, ki je ekskluzivno ženska. Zelo veliko moških se tudi s tem sooča, vedno več pravzaprav, tako da ni to nekaj, kar bi bilo samo pri njih, tako da tudi pri moških, in oni so pa potem še bolj stigmatizirani glih iz tega vidika, ker je mišljeno, ne, to je pa ženska motnja, zdaj ti moški imaš pa, ne vem, anoreksijo, ampak je glih tako, recimo, problem, pa pri moških imamo tudi to bigoreksijo, se pravi, prekomerna ta telesna vadba, moram biti super mišičast, popolno telo, in tukaj pa pridemo tudi pol na ta družbena omrežja in te reprezentacije in primerjave z drugimi, ki pa na koncu niso pomembne, ampak je pomembno, kako se mi počutimo pri sebi in naše življenje, ker smo vsak svoj muzejk. Hvala. To si v bistvu naredila super uvod v zadnje vprašanje. Kako se nehati obremenjevati s tem, kar si mislijo drugi? Ena stvar je to, kar se mi spet zdi, meni je Klara zelo lepo je predstavila to problematiko in povzela vse ključne stvari, je to, da se zavedamo, da je vsak svoja zgodba, vsak ima svoje stiske in da to, kar mi vidimo okoli sebe, to so zelo velikokrat fasade. Tudi jaz, ne, in ko imam slab dan, bom prišla v službo z nasmehom na obrazu, ozadaj bom pa imela skrbi, pa se ne bom dobro počutila, pa me bo tesnoba grabila. Ampak to je ta en del, kjer se moramo zavedati, ne, da vsak ima svojo zgodbo in vsak človek, kot je Klara na začetku povedala, se sreča prej ali slej v življenju s stisko, ker to je pač življenje in to je človeško in to ne pomeni, da si nora ali da s tabo karkoli narobe, ampak tako pač življenje gre in je to okej in je bolj problem to, da smo začeli nekako verjeti v to, da imeti stisko pa ni okej, imeti 1 kilogram preveč pa ni okej, imeti podočnjake, poglejte mene, kao, ni okej, pač imam jih, kaj naj zdaj naredim. Zdaj lahko se primerjam s Klaro, ki jih nimam, pa se slabo počutim zdaj klele na odru, ali pa si pač rečem, ja, najboljši korektor sem kupila, pa bo. Mislim, ne, vedno je vsak svoj skupek in ni bistvo sam to, a imam zdaj sem isto to, kot Klara, ampak tudi jaz imam svoje prednosti, pa sem tudi jaz v nečem zelo dobra. In pač ni bistvo, da smo vsi v nečem dobri, ampak je ta skupek naših izkušenj in znanj tisto, kar nas dela edinstvene, lepe in vsak je vreden
ljubezni in vsak je vreden prijaznosti in to ni nekaj, kar bi si mogli zaslužiti, delati za to, ampak je nekaj, kar je pravzaprav nam pripada, tako kar nam pripada tudi neko osnovno dostojanstvo. Jaz bi tukaj samo še dodala to, da ponavadi, ko se obremenjujemo s tem, kaj bojo rekli drugi, je to velikokrat takrat, ko nismo na tisti svoji poti, ki si želimo biti. Da ponavadi delamo tisto, kar drugi hočejo, tisto, kar je pričakovano od nas, tisto, kar je sprejemljivo v kakršnemkoli smislu, česarkoli pač se že zdaj za specifičen dogodek, situacijo, kakorkoli že. In ena od stvari, ki je meni pomagala, je bilo to, da sem najprej jaz sami sebi razdelala, katere stvari so tiste, ki jih pa jaz hočem, ki si jih pa jaz želim, kaj je tisto, kar jaz cenim recimo v odnosu z mojim partnerjem. A mora to res izgledati kot na slikah, a mora to res izgledati kot, ne vem, sta ona da tam srečna na poroki, v resnici je pa zadnji še marsikaj. Mislim, vsi imamo neke svoje zgodbe in to, da se mi pač primerjamo z drugimi, nas v bistvu oddaljuje kot neka taka senca pred dejansko našim ciljem. Namesto da bi gledali sem, gledamo tja. Ne? Pač, in se ne premikaš tja, kot ti dejansko hočeš iti, ampak je, kaj pa drugi delajo. In itak se spet znajdeš v kakšni primerjavi, te zanese in tako, ampak je to samo, da se opomniš ta prisotnost, sploh neko zavedanje, kaj je tisto, kar zdaj trenutno delam v življenju, samo zaradi tega, ker je od mene pričakovano. Pa to ne pomeni, da ne pomagati drugima, ne v tem smislu, ampak tako, ne vem, da si na faksu zato, ker starši hočejo, da si odvetnik, ne, recimo. Tej bi bil pa rad, ne vem, slikar, primer. In tudi recimo, kar se tiče odnosov, prijateljstva, hobije, ne vem, da res se vprašaš, kaj pa jaz hočem in pol, ko imaš to enkrat razdelan, tudi te stvari, kaj drugi hočejo, kaj si bojo drugi mislili, malo zgubijo pomen, ker ko začneš to delati, ugotoviš, koliko ti to enega zadovoljstva, ene iskrce, enega zagona za naprej da in pač ostalo začne počasi odpadati. Hvala. Meni je zmanjkalo vprašanj na Slidotu, tako da če ima kdo od vas še kako vprašanje, ga lahko na hitro napiše, bom gledala tudi v telefon. Lahko pa pač se kar javite, dvignete roko in ga direktno zastavite. Sej to, kar si rekel, ne, za družbo, pa kar ti družba narekuje. Ne. Glih to je ta največji trik pravzaprav je to, da v tistem trenutku najdeš to, kar je Klara rekla, kaj je tisto, kar mene veseli, kaj je pa tisto, kar mi družba narekuje. In zdaj, ali se bom omejeval in šel po neki poti družbe, ali bom pa stopil na svojo pot, ker tudi konec koncev, ko stopiš na svojo pot, tudi nekako družba, po poti neko hodiš, se spreminja in se znajdeš v družbi, ki pa ne samo, da je to sprejemljivo, ampak te tudi z odprtimi rokami sprejme. Hvala. Ima še kdo mogoče kako misel? Prosim. Kdaj se ustaviti, kdaj sem prestopila prag neke, kdaj je že too much, in bi res rabo nekoga poiskati, ker vedno čakamo, tako ste že prej govorili, do skrajnih točk. Zdaj v stroki, ne, če gremo najprej ta strokovni del, pravimo, da pomoč poiščeš takrat, ko to začne negativno vplivati na tvoje vsakodnevno funkcioniranje, se pravi vsakodnevno življenje. Odnosi, služba, faks, hobiji, ko se to začne drastično spreminjati, ne, kar pa manj formalen nasvet, bi bil pa pojdi po pomoč takrat, ko vidiš, da se ti ne počutiš več v redu, ko nisi več,
imaš občutek, da nisi več ti, da se nekaj spreminja, pa se mogoče to naven ne odraža, ne? Ker smo vsi navajeni, maska gor, zunaj sem fully functional, super mi gre, vse zmorem, v resnici na note pa najeda. In takrat pač ni treba čakati, kot je Klara rekla, do zadnjega, ampak ko se začnejo neke tesnobe, ko nekaj ne gre, ko dobiš občutek, da si ujet v nekem negativnem, toksičnem odnosu, iz katerega ne znaš priti ven, pa veš, da slabo vpliva na tebe, na tvoje počutje, ali pa ko se znajdeš v nekih okoljih, kot recimo, ne vem, hočeš biti slikar, pa si na pravni fakulteti, pa kako to doma povedati, pa kako iti ven iz tega. Pač vse ni treba, da si ti že popolnoma depresiven ali pa imaš popolnoma razvito motnjo hranjenja, da greš po pomoč, ampak je glih to bistvo, da želimo povedati, da pejte čim prej, ker prej, ko greš, manj je dela, če tako rečem, ne Gorenjka. Se pravi, prej boš lahko v kali nekako zatrl, preden se to res razvije, ne. Se pravi, namesto da boš čakal, da se ti rana vname čist, boš ti prej spravil z vodo, da se ti ne bo. In isto je pri duševnem zdravju, greš pač lahko na psihološko svetovanje, ki je bolj se osredotoča na to vsakodnevno neke reševanje problemov, stisk, ali pa na psihoterapijo, ki se pa osredotoča, kot je Klara rekla, na bolj to globoko, od kje so izvori teh nekih problemov, ki so izvori nekih teh vzorcev v medosebnih odnosov, ne, ki se nam kaže. Zdaj zbiramo skozi neke fante, ki nas varajo, ali pa fante, ki nas ne pustijo, pa spet nazaj. Ne. Pač to so vse stvari, ki je bolj za psihoterapevtsko osebino, medtem ko pa pač to neko vsakodnevno soočanje s stresom, soočanje ne vem, s konflikti, neka komunikacija ali pa kako nekaj nasloviti, neke take blažje, so pa psihološka svetovanja popolnoma primerna za to in jaz svetujem čim prej, ne čakati, ne testati, ker ni recepta in sebe postaviti na prvo mesto in si poiskati pomoč namesto, da si rečeš, ok, zdaj pa moram do te točke počakati, zato da bo jo ljudje rekli, ok, ona si pa res zaslužila iti po pomoč. Zakaj? Pač vsi si vedno zaslužimo pomoč. Jaz bi rada rekla tudi tole še zraven, ne? Dlje časa, ko čakamo, to ne vpliva samo na nas, ampak na vse odnose, ki jih imamo, a ne? In če mi recimo primer, da ti ne prepoznaš, da imaš tesnobo ali pa da imaš, ne vem, da si v nekem depresivnem obdobju ali pa da se mogoče že celo življenje v obdobjih soočaš z depresijo, a ne, pa tega prej nisi niti ugotovil, zdaj pa si malo slišal, začel opazovati. Dlje časa, ko čakaš, to lahko recimo vpliva na tvojo partnersko zvezo, ker ti to, on ne razume, kaj se s tabo dogaja, ti se umikaš, ne vem, si slabe volje ves čas ali kaj izvem kaj, a ne, in če bi ti recimo reagirala, šla pa pomoč, ne bom čakala, a ne, bi to lahko bilo, ok, ti boš moja opora, kaj izvem kaj, ne, pač da znaš sploh skomunicirati, da se začneš bolj razumeti, ker če se sami sebe ne razumemo, nas to drugi ne morejo, a ne, pač kako boš povedal, skomuniciral določene stvari, določene stiske, če jih še sam ne znaš, ker če bi jih znal, bi jih že rešil, če bi jih toliko dobro razumel, bi jih že nekako ne poiskal pomoč rešil, a ne, ampak je problem res v tem to nerazumevanje, neka zgubljenost in strah. In ta strah se zamegli, se mi zdi, ne? Ja, to je zelo dobro povedano, pač ta strah, ki nekako zabriše pol to, joj, če bom pa šel, bo pa mislil, da ne vem, zdaj pa z mano nekaj narobe, pa ne vem, po možnosti, da sem histerična ali pa karkoli pa me bo pustil ali pa me bo pustila, kakorkoli, ne, ampak v resnici je to, da če mi nismo sami sabo srečni, nikoli tudi v nobenem odnosu ne bomo srečni, še posebej pa ne v intimnem odnosu, in če hočemo biti predvsem v zdravem odnosu, moramo biti za začetek zadovoljni sami sabo, ker šele potem bomo tudi najdli oziroma izbrali nekoga, s katerim bomo mi lahko res mi in se ne bomo obremenjevali s tem, kakšen pa moram biti, pa kakšen make-up, pa kakšna postava, pa kako se moramo obnašati, pa kaj lahko rečem, pa kaj ne. In če nekako zaokrožen celoten odgovor je sebe na prvo mesto in po pomoč kadarkoli, ni nikoli prezgodaj oziroma kaj, če me lahko prepozen. Pa to je dejansko izkazovanje enega spoštovanja seb, a ne? Drugim bi takoj ponudil pomoč, če niso okej. A ne, zase treba pa čakati, ali kaj, kdo bo kaj, a ne? Dokler ne bo kakšen drug opazil, da bo pol kaj drugače, ne? Vedno
pri drugih ful hitro opazimo ali pa nekako na ta način, ne pri sebi, pa pol kar nekaj čakamo in to je spoštovanje, to je sočutje, to je razumevanje, ena potrpežljivost tudi samim sabo, ker a ne, iz danes na jutri tiste prave spremembe pa to, da tega, ki si dejansko želimo, se pač ne zgodi, a ne, tako da kdo bo, če ne ti? Ja, in konec koncev, poiskati svetovanje tudi ni ful obveza, ne? Recimo, kakšna psihološka svetovanja se najde tudi brezplačno in greš magar enkrat, dvakrat tja in vidiš, da mogoče to ni zate oziroma da ti to ne ustreza oziroma je tudi prehodno, ne? Recimo, če svetovalec tvoj vidi, da ni dovolj kompetenten za tvoje stiske, te načeloma tudi zna napotiti oziroma usmeriti po pomoč, ki bi jo mogoče ti rabil. Tukaj bi zdaj samo dodala, kar je Anja tudi rekla, no, pa se mi zdi tudi pomembno, da izpostavimo, kar se tiče plačila. Ne. Zdaj, zelo veliko psihoterapije v Sloveniji je nažalost plačljive, kar je pač zdaj še problematika neke sistemske ravni, pa ne bi zdaj o tem, ampak kar bi rada tukaj izpostavila, je bolj to, da brezplačna pomoč, recimo so tak primer tudi te centri za duševno zdravje, kjer imate se pravi več različnih strokovnjakov, med drugimi tudi usposobljeni iz psihoterapije, psihološka svetovanja, tako da ne okrevati pa čim prej po pomoč. Ne oklevati. Okrevati pa le. Ja, okrevajte pa ne oklevati, tako ja, se upravičujem. Ja, hvala. Ima mogoče kdo še kako misel? Ampak ti je uspelo, to je glavno. Ja, no, saj zato pa obstaja tudi naša kampanja. Njih zaradi tega, da pač večkrat začnemo govoriti, da bo veliko lažje konec koncev spregovoriti o tem, da nismo okej, ker pač vsi kdaj nismo okej. Sam njih zaradi tega, ker pač noben toliko ne govori in ker vsi mislimo, da imajo vsi ostali ful popolno življenje, pač ne povemo tega. In ja, tudi z našo kampanjo Nisi okej, povej naprej želimo tako predati to vest, da pač res rabimo govoriti o tem, no, in konec koncev tudi narediti družbo, ki bo sprejemljiva in sprejemala tudi slišati, da nekdo ni okej. Tako. In nudila varnost in podporo in ne stigmatizirala. Tako. Ja, hvala. Imate mogoče še kakšne zaključne misli? Veliko je že bilo povedanega, zdaj je ta priložnost, če slučajno še česa nista povedali. Ne, mislim, da smo kar imeli obsežen pogovor, daljši, kakor smo ga načrtovali. Jaz sem zelo vesela, da ste prišli, da ste nas poslušali, za vaše vprašanja, za vaše izkušnje in se vam tudi zelo lepo zahvaljujem, ker s tem pomagate tudi vi pri zniževanju stigme v Sloveniji preko naše kampanje Nisi okej, povej naprej. Najlepša hvala. Ja, hvala tudi gostja, Matko. Vse vas pa tudi vabimo, če boste slučajno 2. junija v Mariboru, imamo tam drugo duševno čajanko, kjer bosta pa naša gostja Aleks Novkovič in Jože Petek, kjer bomo pa spet govorili malo o duševnem zdravju, predvsem bolj z perspektive, kako je biti študent in ostati okej. Tako, hvala.